Spletni tečaji niso samo zato, da jih v bistvu naredimo, gremo spat ali pa ležati na Havaje in cekini letijo. Skratka, spletni tečaji niso namenjeni nujno samo temu, da jih prodajamo, skratka, da jih naredimo zato, da bomo z njimi služili direktno pač s prodajo dotičnega tečaja. Spletni tečaji imajo pri nas podjetnikih, ki prodajamo svoj know-how, ki svetujemo, mentoriramo, coachamo, karkoli že z tega edukacijskega področja, no, imajo več različnih vlog lahko, ne. Lahko so v bistvu tudi naš, jaz temu rečem, informativni produkt, preko katerega v bistvu udeležence ali potencialne stranke podučimo o nekih naših rešitvah, ki jih ponujamo. Lahko so torej dejansko aplikativni v smislu, da so za prodajo, hkrati so pa lahko tudi aplikativni v smislu, da udeleženca peljejo skozi proces, da nekaj naredi, da nekaj zna narediti ali pa nekaj doseči, vendar so lahko v tej fazi, bom rekla, bolj kot ne nek dodatek ali pa predtrening v recimo, ne vem, membership, to se pravi v članskih programih ali pa v nekih vodenih programih. Skratka, imajo lahko to vlogo, da udeleženci jih predelajo in jaz rečem temu, jih spravijo vse udeležence na isti imenovalec, to se pravi na isto neko skupno točko, da pač dobijo neke te osnovne veščine. Lahko so pa recimo tudi suportivni, to je pa dostikrat, kadar v bistvu edukator, ki sicer dela, podjetnik, ki sicer izvaja svoje delavnice na terenu v klasični obliki, posname mogoče neke določene ali teoretične vsebine, zlasti če so kakšne take vsebine, ki zahtevajo veliko razmisleka, poglobitve, neke kontemplacije, ali pa recimo mogoče posnamejo neke določene tehnike, vaje, procese, da ostanejo udeležencem tudi po samem koncu tistega srečanja v živo na terenu ali pa celo pri e-delavnicah preko Zooma, recimo, ne, ostanejo pač udeležencem potem neki posnetki oziroma neke zadeve, ki si jih lahko pogledajo še večkrat, so jim na voljo. Tako da na tem mestu te lepo povabim v brezplačen spletni izziv Splaniraj spletni tečaj v 5 dneh, kjer te peljem skozi proces, da se naučimo narediti tisti aplikativni spletni tečaj, ki je pravzaprav osnova tudi za tiste informativne pa suportivne, recimo, ki so majčkeno bolj, bom rekla, enostavnejši. Jaz te pa peljem čez dejansko tistega težjega, no, skratka, ker ko osvojiš, kako se naredi tisti aplikativni spletni tečaj, ki zahteva nekaj majčkeno več poudarka na zadevah, ki peljejo udeležence dejansko k nekim rezultatom in spremembam. Tako da lepo povabljam torej v ta 5-dnevni izziv, kjer bomo kreirali in planirali naše spletne tečaje.